Podarki današnjega Pomurskega dnevnika. V mestu Murska Sobota je potekala očiščevalna akcija, v nekaterih krajevnih skupnostih so jo prestavili. V veljavi so novi režimi bolniške odsotnosti. Tradicionalni zobelžur je potekal v Ljutomeru. V Šalovcih bodo govorili o izzivih kmetijstva na Goričkem. Vreme jutri bo na zahodu delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kljub vetru, ki je minuli teden prekrižal načrte nekaterim dogodkom, so v Murski Soboti izvedli očiščevalno akcijo. Očiščevalno akcijo v Murski Soboti pripravljata mestna občina v sodelovanju s podjetjem Saubermacher Kommunala. V soboto ob 9. so se udeleženke in udeleženci zbrali ob teniškem igrišču v Murski Soboti. Včeraj pa prejšnjič je bilo zelo slabo vreme, vetrolomno in smo se odločili, da bomo kljub temu izpeljali akcijo, ampak malo prilagodili. Se pravi, izognili se bomo fazaneriji, tukaj so drevesa pa to, in se bomo raje usmerili na ob razbremenilnem kanalu, ob Ledavi in ob cestnih jakih. V očiščevalni akciji v Murski Soboti so dejavno sodelovali taborniki rodu Veseli veter. Ja, taborniki so vsako leto nam priskočili na pomoč, smo zelo veseli, tudi mladi obrazi pa vse, in zelo radi z njimi sodelujemo. Je pa res, da tudi ostali pridejo določeni občani, tudi zavetišče za brezdomce so prišli. Več takih skupin nam pride pomagati vsako leto. Udeleženci akcije v Murski Soboti pravijo, da se sčasoma okoliščine izboljšujejo. Nekako je teh odpadkov vsako leto manj, se pravi, ozaveščenost med ljudmi je večja. Je pa res, da najdemo tudi, naprimer, ko grejo z McDonald'sa, pač vržejo, nekateri pač tega nimajo v sebi in vržejo v naravo. Taborniki se akcije udeležujejo redno in vsako leto. Ja, zdi se mi pomembno, da ohranimo okolje čisto in da poberemo vse odpadke. Rada sem, da lahko pomagam drugim in zdaj, ko sem že tudi malo starejša, tudi pomagam mlajšim tabornikom in jih vodim in zdaj bom postala vodnica. Očiščevalni akciji se, kot pravijo, pridružujejo tudi druge organizacije, med drugimi Točka Europe Direct Pomurje. Nekako vsako leto se pridružujemo čistilnim akcijam ne samo v Murski Soboti, ampak po celem Pomurju. Glede na to, da Evropska unija spodbuja Evropski zeleni dogovor, pa tudi neko krožno gospodarstvo, trajnost, skrb za naravo, je tudi nekako naše poslanstvo, da se teh udeležimo, tudi z udeleženci kaj o tem pokramljamo, povemo, kaj EU dela, pa seveda vsi na koncu dobijo kakšno nagrado za ves trud, ki ga vložijo v čistilno akcijo. Okoliščine in ravnanje z odpadki se vsako leto izboljšuje in morda gre to pripisati tudi utečenim akcijam, kakršna je bila sobotna. Odpadkov je dejansko vsako leto manj, nekako so tudi krajevne skupnosti, pa tudi vaščani že sami toliko bolj ažurni, pa lahko rečemo prijazni naravi, da sami že sproti pobirajo odpadke ali pa jih nekako mečejo v smeti ali pa reciklirajo. Na čistilnih akcijah pa danes glede na vreme žal malenkost manj ljudi, drugače pa se mi zdi, da se jih tudi udeležuje vedno več vsako leto. Nekatere krajevne skupnosti in mestne četrti so glede na vremenske razmere prestavile očiščevalne akcije, a jih bodo vsekakor izvedle. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v marcu 2026 uvedel 7 poenotenih režimov gibanja med bolniško odsotnostjo, ki jih osebni zdravnik določi glede na naravo bolezni. Ti režimi jasno določajo, kdaj in pod kakšnimi pogoji se zavarovanec lahko giblje izven svojega bivališča. Režimi so strogo mirovanje na domu z dovoljenimi krajšimi izhodi, omejeno gibanje v kraju bivališča, gibanje po navodilih zdravnika, prosto gibanje brez omejitev, sprememba kraja bivališča in aktivna rehabilitacija.
1. aprila ob 10. bo v kulturni dvorani v Šalovcih potekala konferenca Izzivi kmetijstva na Goričkem, ki jo pripravlja naša televizija v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota in z nami je direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda, gospod Damjan Jerič. Lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Kaj lahko pričakujemo na konferenci, ki bo v kulturni dvorani v Šalovcih, oziroma kako se razvija kmetijstvo v regiji? Dejansko z tem delom na terenu, ko delamo s kmetijami na Goričkem, smo ugotovili, da so trendi razvoja zlasti govedoreje v smeri upuščanja, zmanjševanja proizvodnje, predvsem mleka. Dejansko trenutno je okrog 1600 krav še na območju Goričkega, z projekcijo, kako število živali pada v tem območju, planiramo, da bo čez 5 let še samo 800. In to se nam zdi neko problem, da se o tem moramo začeti pogovarjati, zlasti, ker eno je ekonomika kmetij, ampak če se kmetije so starejše, opuščajo proizvodnje, dosti tega ne moremo spremeniti, mogoče lahko ta trend malo zaustavimo. Drugi problem pa je, ker je govedoreja in predvsem pa tudi proizvodnja mleka najbolj vezana na porabo na travinje, ki je na Goričkem. In tukaj vidimo probleme, ker je že sedaj se uporabi komaj 1/3 površin, travniških površin za krmo za živali. In če planiramo, da bo ta štalež živali padal, bo še potem ta delež se zmanjševal. In dejansko postaja nevarnost, da bo na tem območju se začele določene površine opuščati. Kakšne pa so priložnosti za kmete in lokalno okolje? Vsekakor, mogoče v govedoreji vidimo neko možnost ustavljanja tega trenda, mogoče preusmeritev na krave dojilje, mogoče krave jarenice, potem pitanje goveda, mogoče tudi kakšen del drobnice. To pa tudi mogoče katere druge panoge. Jaz ne vidim rešitve na Goričkem kot, ne vem, da bomo specializirano v eno proizvodnjo. Vidim neko mozaično proizvodnjo enega, drugega, tretjega, ki spostuja, da bo še ta regija ali pa območje je ostalo lepo tako, kot je. Tako da bo tudi za uporabnike ali pa tiste, ki živijo te, prijazna za njih. To se pravi, da gre v bistvu za usklajevanje pridelave hrane, varstvo narave in trajnostni razvoj. Ja, vsekakor. Tukaj dejansko vidimo v neki različnih proizvodnje, ki bo usklajena. Vsekakor pa tudi vidimo v tem, da neke te izdelke, ko se tukaj pridelajo, da se potem nadgradijo, se dodelajo v nekih izdelkah in to povezavi s turizmom. Tako da kmetijstvo in turizem v neki tej meri vidimo kot neki dobro smer ali pa pravo smer razvoja Goričkega. In seveda si želite povečati govedorejo oziroma rejo drobnice. Ja, to konferenco smo si zastavili širše, izhajali smo iz govedoreje, kjer vidimo ta trende, ampak tukaj, da bi rekli, da bomo to konferenco fejs spremenili, si ne moremo predstavljati. Lahko pa mogoče vstavimo ta trend ali pa najdemo posamezne kmetije, da dobijo neko vizijo ali neko željo za spremembo, da jim pokažemo, katere smeri so možne v razvoju na območju. Gre tako rekoč za spodbudo oziroma iskanje priložnosti za kmete in, kot sva prej rekla, lokalno okolje. Ja, vsekakor, iskati to, ja. In kakšne so po vašem mnenju kot strokovni sodelavec oziroma zdaj direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, kakšne priložnosti vi vidite? No, kot sem že načelno povedal, ker jaz se predstavljam kmetijstvo, ker sem agrarni ekonomist, pa živinorejec tudi po duši, vidim, ker kmetije grejo v smeri intenzivnosti, specializacije tega. In
Težko si pa predstavljam, da bi tudi posamezne kmetije bodo šle v specializacijo, v neko res intenzivno proizvodnjo. Na drugi strani pa vidim kmetije, ki so ekološke, ki so manjše, neko dopolnilna dejavnost na kmetije, ki je neki način življenja za določene kmetije. Pa kot tretje področje je pa vsekakor neki turizem, dopolnilna dejavnost. Zdaj v regiji se kar postaja vedno bolj turistično zanimiva in mislim, da tudi mora postati ponudba za te turiste tudi vedno bolj bogata in tukaj vidim poslovne možnosti. Absolutno pa je sploh Goričko primerno za intenzivno kmetijstvo, kajti površine so relativno majhne in tla so relativno razgibana. V neki meri, do ene mere, ja. Vsekakor tukaj moramo paziti, kako bomo z območjem krajinskega parka, varovanje narave, okolja, nekako mora biti usklajeno, da ne ruši ta sistem. Ampak vseeno, če pa hočemo, da bodo mladi ostali na kmetiji, vseeno kmetije morajo postati ekonomsko stabilne, da bodo lahko živeli. Mladi ne bodo prevzeli proizvodnje, če ne da je to ekonomsko zanimivo. Damjan Jerič, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, torej vabiva 1. aprila ob 10. v kulturno dvorano v Šalovce na konferenco Izzivi razvoja kmetijstva na Goričkem, ki jo pripravlja zavod v sodelovanju z našo televizijo. Ja, vsekakor vabljeni. Hvala vam. Prleški študentski klub je letos že 13. pripravil Zobelžur. Tradicionalna prleška fešta, na kateri se zberejo vse generacije, jedo prleške jedi in pijejo dobro žlahtno kapljico, je potekala minulo soboto v športni dvorani Šic-Ljutomer. Za glasbeno kuliso so poskrbeli Bigfoot Mama, Modrijani in skupina Kašmir. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri v zahodnih krajih dokaj sončno, drugod spremenljivo oblačno. Dopoldne je bilo oblačno in razmeroma hladno. Opoldne so v Murski Soboti, Lendavi, Radencih in v Krajinskem parku Goričko namerili 6 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodnih krajih dokaj sončno, drugod bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha, pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, v alpskih dolinah do -4, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 3, v Mariboru 2, najvišje dnevne pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 11 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 3 in 8, čez dan pa med 10 in 19 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.